Je veterinarka z več kot 20-letnimi izkušnjami in pred 10 leti je ustanovila tudi svoj veterinarski center. Ljubi živali in ker je tako predana, zase pravi, da ji kronično primanjkuje časa. Družini doma delajo družbo nemška boksarka Pipa, činčile in papagaj, na kliniki pa 2 rešeni muci. Pogovarjali se bomo o tem, zakaj je čipiranje tako pomembno in kako zaščititi naše ljubljenčke, da ne bodo imeli težav z notranjimi in zunanjimi paraziti. Z nami je Natalija Hercog-Gerbec. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zakaj je po vašem čipiranje tako pomembno? Veliko debate je o tem zadnje čase. Ja, res je, drži. Za pse je nekako kar samoumevno oziroma je predpisano, da so čipirani, na mačke, na muce pa kar pozabimo, ne. 2 razloga sta, ali pa 3 recimo. Prvi je sigurno izkazovanje enega odgovornega lastništva, ne. Če je žival čipirana, je praktično nemogoče zavreči, zapustiti, se zgovarjati, da ni naša, ne? Tako da z tega vidika sigurno zmanjšujemo število zapuščenih živali, prepolnih azilov, ne? Z drugega vidika pa, če se nam žival zgubi, zelo je enostavno, ne? Na čipu imamo zapisano vse, kar potrebujemo, da kontaktiramo lastnika, in ne samo psi, tudi naše mačke se izgubljajo in mogoče to prepričanje, da sej muce, ki pa so notranje, ne potrebujejo nobenega čipa oziroma zaznamka, ne drži. Namreč veterinarji se srečujemo tudi z zgodbami, predvsem v poletnih mesecih je tega več, ko je vreme zelo toplo, vroče, odpremo okna zvečer, muce so rade na balkonu, na oknu in padajo z višine, a ne. Včasih je lahko to tragično, ni pa nujno, a ne, tudi z višjih nadstropij lahko muce preživijo, vendar se poškodujejo. In kaj naredi taka mačka? Hitro se bo skrila, se bo nekam zavlekla in včasih lastniki niti ne opazijo, kdaj je prišlo do padca, mimoidoči jo pa lahko nekje najdejo, ne. Ali pa muce, ki gredo in branijo svoj teritorij, niso samo na vrtu, gredo še okoli in težava nastane predvsem takrat, ko se živali poškodujejo, nekje obležijo in pridejo recimo do veterinarja, če imajo srečo, in dalje pol smo izgubljeni, ne vemo, čigava je. Tukaj nam velikokrat pol pomagajo družbena omrežja, kjer iščemo lastnike, objavljamo. Sigurno bi pa bilo mnogo lažje, če bi tudi mačke, ki moram reči, da v populaciji družnih živali, kamor spadajo psi, tudi zelo naraščajo, ne. Verjetno k temu botruje naš način življenja, čedalje manj imamo časa, vemo, da za psa potrebujemo več, a ne, sprehodov in vsega, tako da muce postajajo čedalje pogostejši družinski člani, bomo temu rekli. Ta čip je izredno majhna zadeva, kot zrno graha. To živali boli? Ja, res je. Jaz ga imam tukaj zraven, se mi zdi tako lepo pokazati, pa tudi pokazala bom, kako velika je ta napravica za stavljanje. Tale čipek je tako velik, bom jaz kar takole tole odložila, ne. Apliciramo ga z takšnim aplikatorjem, ki je, bom rekla, malo večja brizga, igla, nekje na področju vratu oziroma leve strani plečke predpisano, da lahko s čitalcem tudi ugotovimo, kakšna identificiramo žival, a ne. To je tole, vam bom pokazala takole. Zelo preprosto, jaz sem z moje roke odbrala in je številka, ki je vezana na posamezno žival. Kasneje bom omenila register, ne, kaj je na tem čipu zapisano. To boli tako, kot če bi aplicirali eno zdravilo. Sigurno je malo neprijetno, ampak je zelo hitro, ne. Mogoče rahel pekoč občutek in to je to. Žival lahko v bistvu govoriva bolj o mucah, a ne, pri pseh je predpisano, do kdaj morajo biti čipirani oziroma čim prej. Pri mucah pa to lahko storimo kadarkoli, ali pa lepa priložnost je, ko jih steriliziramo, kastriramo, takrat so v splošni anesteziji in lahko to tudi storimo mimogrede. No, ko ste že delno omenila, kateri podatki pa so zapisani na tem čipu konkretno? Tako.
vsi podatki o lastniku, se pravi, EMŠO je zapisan, naslov, stalni bivališča, telefonska številka, ki je zelo zaželena, da lahko v primeru najdene živali nekoga takoj kontaktiramo, in tudi mail. O živali pa takoj prepoznamo seveda ime, starost živali, spol, če je to pasemska žival, je pripisana tudi pasma, in pa zraven še kak zaznamek glede barve dlake oziroma če je kakršnakoli posebnost, ki nam pomaga pri identifikaciji. Nikakor pa čip ne oddaja lokacije, ne. To je velikokrat zmotno mišljeno, se pravi, da bomo lahko preko sistema poiskali tudi, kje se žival nahaja, tega pa žal ne omogoča. Se pravi, če spremenimo naslov, podatke o bivališču, je treba to tudi sporočiti. Kam pa? Absolutno, ažurno. Katerakoli veterinarska organizacija, ambulanta, klinika ima dostop do tega centralnega registra živali, pravimo temu, ali centralni register psov, ker je bil razvit prvenstveno zaradi registracije psov in vodenja stekline, a ne. Tako da katerikoli veterinar lahko spremeni. Je pa fino, da se mogoče pošlje kakšen mail ali karkoli, s čimer se tudi dokazuje lastništvo, ker drugače bi lahko kdorkoli rekel, da je lastnik tega in tega psa in želel kakršnekoli spremembe. Tukaj moramo upoštevati res in biti previdni z varstvom podatkov in da ne pride do kakršnihkoli kršitev. Najlažje je, da se lastnik oglasi z osebnim dokumentom na katerikoli veterini in pove, kaj se je spremenilo, a ne. Kako konkretno pa je z registracijo in čipiranjem? Je to povezano, obvezno eno z drugim, ali ni nujno, da je pes oziroma maček čipiran in registriran? Ja, to je seveda zelo pomembno vprašanje. Dogaja se recimo, da najdemo živali, predvsem mačke, ki imajo čip, pa niso registrirane v sistemu, zgubijo se vsi ti podatki. To nima smisla, ne. Tako da zmeraj je tako, da se žival čipira, se vnese v ta centralni register z vsemi temi podatki in izda tudi potni list. Ne glede, ali bo žival potovala ali ne, je to uradni dokument, v katerega prilepimo čip, napišemo vse o lastniku, vse o živali in tudi del odgovornega lastništva, tudi za mačke, pa čeprav ni obvezno, je cepljenje, ne, ki ga zelo, zelo priporočamo. Če pa potujemo z mačko na počitnice, ne, čedalje več opažamo tudi premikov in pa potovanj mačk na dopuste. Tukaj moram reči, da sem jaz malo zadržana. V redu je, če je naša muca navajena na kraj bivanja. Sicer pa mačke ne prenesejo naglih sprememb v okolju in tudi ne menjave, bodisi stanovanja, hiše oziroma njenega zunanjega teritorija. In lahko že sama vožnja, kakor tudi lokacija bivališča, a ne, povzroča velik stres živalim, tako da tukaj previdno. Psi so drugačni, kot so mačke, tako da jaz vsem ne svetujem, da svojo mačko vozijo zraven na dopust. In če pa jo izven Slovenije, je potrebno imeti mačko registrirano, čipirano in tudi cepljeno za steklino. To pa je predpis. Torej, praviloma mikročipiranja brez registracije živali ni, ne? To ne obstaja in nima nikakršnega smisla, ne? Mi rabimo register, kjer pogledamo, odščitamo čip in vidimo, kdo je dejansko lastnik in vemo nekaj o tej živali. Velja enako, če žival pripeljemo iz tujine, recimo. Psa kupimo izven Slovenije, ga pripeljemo domov? Tako, res je. Tukaj pa bi res pozvala lastnika ali bodoče lastnike, da se res preinformirajo na veterini ali pa preko spletnih strani, kaj v bistvu takšna žival, ki pride v Slovenijo, potrebuje. Namreč razlika je, ali žival pride iz Evropske unije, ali pride iz tretjih držav, ali pa recimo držav, kot so bivša naša skupna država, ne, bivša Jugoslavije. Recimo Srbija ni enako Hrvaška ali pa Bosna ni enako Srbiji. Vse živali morajo biti identificirane. Identificiramo jih preko čipa. Tako da ni naknadnega čipiranja. Žival, pes ali pa tudi mačka mora priti za spremno dokumentacijo, ki je predpisana
predpisano za tisto državo. Če je recimo to Hrvaška, je to čip, evropski potni list in obvezno cepljenje za steklino, če je bila žival starejša od 3 mesecev. Če je mlajša, lahko podpišejo zreditelji oziroma tam, kjer so lastniki dobili žival, da ni prihajala z divjimi in sumljivimi živalmi v stik in se naknadno cepi pri nas. Kadar pa živali prihajajo, tukaj pride največ težav. Iz Srbije recimo. Zelo so popularne različne pasme. To je tudi velik posel, bom rekla, biznis in ljudje, če ne uspejo nabaviti določenih pasem živali, jih kupujejo preko spleta. Seveda iz Srbije je nemogoče pripeljati živali z vsemi dokumenti in s cepljenjem pred 7 mesecem starosti, kar je za marsikoga pozno. Vendar se prekupčevalci, tudi teh je veliko, znajdejo na najrazličnejše načine. Vemo, da je pes iz Srbije, ker so lastniki povedali, da so šli po njega, ima madžarski ali bolgarski potni list in čip in kar se dokumentacije tiče, je vse v redu, ni pa v redu, kar se ostalih pravil tiče. Tako da tukaj resnično pozivam lastnike, da se pozanimajo, odkot bodo žival pripeljali, da bo z dokumentacijo vse v redu, predvsem pa odkot žival izvira. Veliko teh mladičev vidimo res bolnih, ko prepotujejo, ne vem iz katerih tretjih držav, polni so parazitov, bruhajo, driskajo in marsikdo tudi žalostno izgubi mladička, ker ga uspemo pol na veterini, se trudimo ga rešiti, pa ne gre. Tako da jaz pravim temu tako, nakup psa je še najmanjši strošek, resnično. In je pomembno, da vidimo, vsaj imamo, da vidimo, v kakšnih razmerah je mladiček rastel, da vidimo vzreditelja. Nikakor ne prevzemajmo živali na bencinskih servisih pred supermarketi ali pa izgovorom, ja, ne morete videti mame, ker je šla ravno na sprehod. Tu nekaj smrdi in bodite pozorni. Mladič je lahko bolen, lahko je travmatiziran že zaradi razmer, v katerih je rastel in razvoj mladiča je zelo hiter, socializacija se začne že tam pri 2 mesecih in če smo to zamudili ali pa traumatizirali takšno žival, bomo lahko imeli vedenjske težave tudi dolgoročno. Tako da bodite izbirčni in ne podpirajte, jaz pravim lastnikom, res tega biznisa z pasjimi tovarnami. Zatem so tako žalostne zgodbe. Večkrat vidimo zaplen mladičev na mejah, kjer so jih cariniki zaplenili in v kako žalostnem stanju prihajajo. Tako da, če ni povpraševanja, ni trga, ni produkcije in tukaj bodimo tudi mi odgovorni lastniki. Naj se že tukaj začne odgovorno lastništvo. Vsak pes, ki se skoti v Sloveniji, mora biti mikročipiran že kar zgodaj, nekje do 8. tedna, tako. Prav zaradi tega, da ne bi se dogajale nezakonite preprodaje, trgovine. Vse lastniki tega držijo opažati v praksi? Veste, načeloma je pri lastnikih oziroma smo lastniki taki, da ko pride nova žival ali mladiček, smo tako euforični, da na vse pristanemo, marsikaj spregledamo v tem pričakovanju in veselju, da bomo končno dobili psa, da včasih tudi mogoče pozabimo na take stvari, nismo zadosti pozorni. Ljudje pa bi jih delila tako na zelo odgovorne lastnike, ki bodo temeljito izprašali, kam bo žival šla, dali bodo vsa navodila zraven, ali je že mladiček dobil za razgliščenje, ali je že bil precepljen. Odgovoren lastnik ali pa vzreditelj bo mladiča, tako kot ste omenili, čipiral, ga bo precepil, ga bo razglistil in bo dal navodila tudi o tem, kakšna naj bo prehrana, kakšen je mladič in vse ostalo. Načeloma, tako kot pravite, bi to moralo biti urejeno, ni pa nujno. Lahko recimo vi mladiča dobite in ga prevzamete še necepljenega, nečipiranega in uredite pri veterinarju, vendar takrat moramo imeti izvor. Kajti lahko bi ga pripeljali iz 3. države in povedali, da smo ga kupili v Sloveniji, to ne gre. Ena varnostna varovalka pa je, da za vse mladiče, ki niso bili čipirani in jih vi pripeljete na veterino, moramo imeti čip mame. Se pravi, da nek izvor sledljivosti je, vendar tudi tukaj smo ljudje iznajdljivi. Dogaja se, da si pol vzreditelji ali pa, bom rekla,
ljudje, ki imajo mladiče, te čipe podajo in pol ugotovimo v registru, ki je zelo sledil, da recimo ena psička imela v enem letu 20 mladičev ali pa 3 legla. Ne gre, a ne. To se da zelo hitro ugotoviti in pol kje se ustavi? V bistvu lastnik, ki je bil mogoče manj pozoren in si želel žival, je tisti, ki mora vse te stvari pol dalje urejati na veterinarski inšpekciji, kar je neugodno. A ne? Tako da bodimo tukaj pozorni in komplicirajmo že na začetku. Novela zakona o zaščiti živali predvideva tudi obvezno čipiranje mačk, tega so se delno že dotaknili. Se vam zdi, da bojo ljudje skočili na noge? Ja, jaz mislim, da je zgodba tukaj dvojna. Jaz zelo pozdravljam čipiranje muc, ravno zaradi tega odgovornega lastništva. Kje je največ zapuščenih živali? Mačke so tiste, azili so polni. Tudi mi na veterinarskem centru Pika sodelujemo z privatnimi društvi in velikokrat kakšne mačje mladiče ali pa odrasle mucke, kakšna 2 ali 3, kolikor nam omogoča prostorska kapaciteta, namestimo in se s temi zgodbami res srečujemo. Sedaj bo april, maj, mačjih mladičev bo nešteto. In poglejte, če so živali, kot sva že rekli, označene, jih je težko zapustiti. Po drugi strani je pa tukaj zdaj časovno ta predlog naletel na mogoče nestrinjanje in tudi sama se s tem ne strinjam. Kaj je bilo predlagano? Psi, ki so čipirani, lastniki bomo dobili davek. To nikakor ne gre. In iz tega bo odpor za pričakovati tudi strani ljudi, ker bodo pa rekli tako, če je že ideja o tem, da bomo obdavčili pse, bomo še mačke in ne vem koga vse skupaj. Jaz mislim, da je srž problema tukaj ta, da so kazni za kršitelje, mučitelje, zlorabljanje živali tako nizke, da so res tako pavšalne in so res zastarele. In če želimo tukaj dobiti nek prispevek, ki bo izboljšal življenje živali, tudi v azilu, je potrebno poiskati povsem drugega naslovnika. Tako da z davkom na živali se ne strinjam, je popoln absurd in gre za kaznovanje. Jaz ga tudi kot lastnica psa, kot ste omenili, dojemam kot kazen. Sem skrbna lastnica, cepim, skrbim za njegovo zdravje in za vse ostalo, kar se predpisuje. Na koncu bom pa še za to kaznovana. Tako da, če bi odgovorila na vaše prvo vprašanje, na izhodiščno glede muc, bi bilo verjetno potrebno eno prehodno obdobje, kjer bi tudi občine lahko subvencionirale čipiranje in s tem spodbujali in pomagali lastnikom, kasneje bi pa pol prešli, ali je to obvezno ali ne. V prvi fazi pa jaz mislim, da to bo težko izvedljivo, predvsem pa je potrebna zagotovitev za strani države, da ne bomo imeli davkov, ker bomo s tem naredili več škode, kot je bilo koristi in se s tem nikakor ne strinjam. Denar je treba iskati na drugih področjih. Omenili ste globe, kako visoke so in še drugo podvprašanje, je zlorab veliko? Ja, o zlorabah največ govorijo društva. Po spletnih omrežjih zasledimo takšne in drugačne zgodbe. Tudi jaz, ker sodelujem z društvi, naletim kdaj na to. Največ, bom rekla, je tega, da živali recimo ko zbolijo, ko so ostarele, rabijo pomoč, veterinarsko oskrbo, se jim lastniki enostavno odpovejo. S temi se srečujemo. Kar nekaj psov je še na verigah, čeprav se borimo, da temu ne bi bilo tako. Te zgodbe niso mogoče tako dramatične kot pri naših sosedih, še vedno pa obstajajo. O globah težko govorim, ker ne delam v tem sektorju, ki je za to odgovoren, ampak po mojih podatkih je to lahko samo par 100 evrov in tukaj se konča. Sem pa sodelovala
pred leti v enem primeru, kjer je, ne bomo rekla gospod, ker ga ne morem tako imenovati, moški, tako grdo ravnal z živalmi, imel je 3 pse, imel je mačke, tudi velike živali, rejne živali, kjer mu je bilo odvzeto kompletno lastništvo nad živalmi in tudi na sodišču pristal. Tako da so redke zgodbe, kjer morajo tudi lastniki oziroma mučitelji odgovarjati, ampak jih je še zmeraj premalo. In iz te zgodbe smo pred 11 leti tudi posvojili eno od naših muc, ki je še zmeraj z nami, in sem vesela, da je tako. Pravijo, da so mačke terapevtske in tudi naš veterinarski poklic je velikokrat lep, zna pa biti tudi zelo stresen in imamo svojega terapevta takoj pri roki, to je domača muca Šeka. Druga je pa bila tudi posvojena, Duderček, bila je stara 11 dni, ko smo jo dobili, in je tudi z nami. Tako da 2 terapevtski muci sta pri nas zmeraj na voljo. Še ena pomembna tema, notranji in zunanji zajedavci lahko povzročijo tudi veliko skrbi lastnikom, neprijetnosti psom seveda, pa greva najprej k zunanjim, bolhe, klopi, garje, kako nevarni so? Ja, zdaj pomladanski čas je res sezona za zunanje parazite, ne. Bolhe zaradi, bom rekla, klimatskih razmer, zaradi tega, ker se naše podnebje tako spreminja, so aktualne skozi celo leto. Ni več te sezonskosti. Pri klopih pa lahko še vedno govorimo o tem, zdaj je nekako glavna sezona, pomlad, to je marec, april in kasneje jesen. Klopi rabijo, da postanejo aktivni eno določeno temperaturo, nekje 4 stopinje nad ničlo in pa nekaj vlage, kar je zdaj idealen čas, in so zelo trdovratni, hkrati pa prenašajo različne bolezni, a ne. Za klopa velja, da lahko brez prehranjevanja, se pravi sesanja krvi v naravi, preživi in čaka tudi več let, kar je nepredstavljivo za kakršnokoli drugo žival, ne. Tako da klopi prenašajo 3 glavne bolezni, bova govorili bolj obseg, čeprav izjemoma redko lahko tudi mačke, vendar so malo bolj odporne na to. Klopni meningoencefalitis, ki je virusna bolezen, pa pri pseh vsaj v naši geografski širini oziroma v Sloveniji ne obstaja, čeprav imamo tudi pri živalih lahko meningoencefalitise. Katere so zdaj te 3 glavne bolezni, ki pa jih klopi pri psih prenašajo in se jih res, bom rekla, bojimo, a ne? Ena od teh je anaplazmoza, včasih smo jo imenovali erlichioza. To je rikecija, ni ne bakterija, ne virus povzročitelj. In kaj povzroči? Vidimo, da je naš pes, ki je še včeraj bil v redu, postane popolnoma apatičen, ima visoko temperaturo, ne je, ne pije. Ostali znaki so pa odvisni, kateri organski sistemi bodo postali prizadeti. Na krvni sliki vidimo zelo velik upad trombocitov. Žal nimam svojega telefona in slik zraven. Zadnji primer te bolezni je bil pri mojih znancih. Poklicali so me in so rekli: Natalija, veš, z našo psičko pa je nekaj hudo narobe. Pa pravim, kaj pa je? Ja, veš, čisto krvava je v oko. V obe očesi, v eno bolj je popolnoma zakrvavela in je bila v bistvu težko je videla in nihče ne bi pomislil na klopa, ne. In ko je prišla v ambulanto, smo seveda jo pogledali, opazili smo, da ima tudi krvave madeže v podkožju. Naredili smo krvne preiskave in ugotovili, da ima zelo znižane trombocite oziroma jih sploh nima. To so pa v bistvu krvne ploščice, ki pomagajo pri strjevanju krvi. Če jih nimate, boste izkrvavili. In naknadno smo ugotovili, da je bil glavni povzročitelj ravno klopna bolezen anaplazma, ki sva jo omenjali. Tako da slika je lahko zelo različna in če ne bi pravočasno reagirali, bi ta psička izkrvavela navznoter. Tako da znajo biti resne posledice. Nadalje je borelioza, ki jo ljudje, se mi zdi, najbolj poznamo. Zakaj? Ker je za nas tudi nevarna, poleg klopnega meningoencefalitisa. Pri ljudeh, recimo tam, kjer je prišlo do ugriza
za klopa dobimo tak rdeč kolobarček. Tega pri psu ni. Tudi ni tako veliko, kot mi mislimo in navadno na njo pomislimo, ko pes šepa. Nadalje pa je še tretja bolezen, to pa je babezioza. To je pa v bistvu parazit, tako da če pogledamo, kako uspešni so klopi, dolgo so brez hrane, prenašajo lahko viruse, bakterije, še celo parazite, ta babezija pa napade rdeče krvničke. Žival postane zelo bleda, utrujena je in je tako, bom rekla, zelo trdovratna bolezen za zdraviti in se enako prenaša z klopi. In seveda ne smemo pozabiti, ne glede ali nas piči komar ali klop zanese v kožo bakterije in pride do lokalne reakcije. Najbolj se pa lastniki bojijo, če se klop zatrka. Moram povedati, da je potrebno res tukaj jih pomiriti. Klop je navaren samo takrat, ko se kri. Nekje, da se bo bolezen prenesla, te bolezni, ki smo jih omenili, traja 24 do 36 ur. Navadno v tem času že zdavnaj antiparazitiki uspešna zdravila za preprečevanje primejo. Tako da tudi, če klopa samo primemo in ga potegnemo posušenega dol, se bolezen ni prenesla. Če se pa rilček slučajno, jaz temu rečem rilček, zagozdi, ni panike, mi smo klopa ostali del že odstranili in te ljudske vraže, da ga je treba z oljem namazati, pa z zobno pasto, pa ne vem še s čem, da ga bomo lažje odstranili, nikar. Namreč, ti povzročitelji bolezni se nahajajo v klopovih prebavilih. Klop diha skozi povrhnjico in če ga premažemo, se bo začel dušiti, izbljuval bo to vsebino in bomo samo pripomogli, da bomo povzročitelja hitro spustili v organizem gostitelja. Tako da pustimo, če se v name namažemo z kakšno kremico, z aloe vero, lahko tudi z medicinskim medom in ta reakcija se bo sama pomirila. Zakaj pa tako težko odstranimo klopa? Namreč ta rilček je kot eno bodalce, ki pa ni gladko, ima takšne trnčke nasproti in ko ga vlečemo ven, se ti trnčki zagozdijo in se seveda tudi nam veterinarjem, veste, včasih mi je prav nerodno, ker pridejo na strokovno odstranitev klopa. In jaz se strokovno spravim zraven in poskušam to seveda z dolgoletno prakso strokovno izvleči, ampak tudi meni se zgodi, da lahko ta rilček ostane v koži. Vendar brez skrbi. Ja, vsi smo samo ljudje. Ne? Tako. Omenili smo tudi bolhe, garje. Kako nevarni pa so vsi ti paraziti za ljudi? To verjetno jih veliko zanima. Ja, bolhe kar malo spregledamo. In ko se pogovarjamo o bolhah, moja, bom rekla, bolj specialna naravnanost je dermatologija, tako da velikokrat, ko pomagam pacientom, ki imajo kožne težave, vedno pridem na bolhe in se vedno pogovarjamo o preventivi za bolhe in tako. In ljudje to tako težko sprejmejo. Se mi zdi, da je to še taka tabu tema, da imamo da ima njihova žival bolh. Ampak to je naša realnost. Tudi veterinarjevi psi so bolšljivi, če jih ne ustrezno tretiramo in to ni nič takšnega. Bolhe poleg tega, da povzročajo alergijske reakcije na koži, alergijski dermatitis, lahko pri mladih živalih, recimo ravno pri mucah, mlade zapuščene muce, ki imajo notranje parazite, gliste, trakulje, pa še bolhe, jih lahko dobesedno izsesajo in izpijejo. Bolhe so, bom rekla, nevarne z drugega vidika, ker so zelo trdovratne in ko jih enkrat dobimo v stanovanje, v hišo, se jih težko znebimo. In še nekaj, ljudje so prepričani, da če ne najdejo bolhe na kožuščku, med dlako, je ni. Poglejte, to je kot da bi iglo iskali v kupu sena, enostavno je nemogoče eno bolho najti, je pa še nekaj zanimivo ali pa grozljivo. Samo 5% bolšje populacije je na živali, 95% je v naši okolici. Zakaj? Bolhe ne lepijo svojih jajčec na dlako, ampak izležejo jajčeca tudi do 50 na dan in ta jajčeca se skotalijo. Preko razvojnega kroga, ki gre preko ličink in bub, v 28 dneh nastane nova bolšja populacija. In je infestacija v okolju, v stanovanju lahko tako velika, da ljudje pridejo čisto obupani in pravijo, da enostavno pripravki ne delajo, ker so ponovno bolhe na živali. Ja, gredo z okolja na žival, to, kar pa mi
tretiramo žival, ne deluje na okolje. Tako da tukaj je potrebna res higiena, sesanje, pripravki, ki bolhe bodo spravili iz kakšnih špranic, parket z luknjicami je super, kajti vsega ne moremo oprati, ne. Drugi vidik pa je ta, da bolhe prenašajo tudi pasjo trakuljo. Na to pa res pozabljamo in tam, kjer so otroci, to ni šala. Namreč, kaj naredi žival, da se bo bolhe znebila? Se pravi, grize, jo ujame in jo pogoltne. Bodisi da je mačka, bodisi da je pes. Pes ali mačka to infestirano bolho, ki ima razvojno obliko trakulje, pogoltnita in trakulja se lepo razvija v črevesju. Tako da pri bolhah je, da smo zelo uspešni pri zatiranju oziroma pri odpravljanju bolhavosti, pomembno 3 zadeve. Tretirati moramo vse živali v gospodinjstvu. Se pravi, če je pes, ima bolhe, pa imamo doma še 2 mački, absolutno še obe, ker se bodo lepo vsi infestirali. Iz okolice jih spravljati. Opozorila bi, da tisti, ki imate še sesalec na vrečko, ne vodni, vrečko je treba zavreči, ker če bomo mi vse lepo posesali pa odložili v omaro, krasno, temno, toplo in lepo se bodo tiste bube, ličinke, jajčeca na novo lahko hitreje prišle do odrasle bolhe. In pa še nekaj, če imamo bolhe, odpravljamo tudi notranje zadavce. Ravno zaradi te pasje trakulje, Dipilidium caninum se ji reče, ki je zelo dolga. Kadar smo pozorni, jo lahko pri anusu vidimo kot kumaričen zrna. Včasih lastniki rečejo, veste, kuža sede na rito, po domače povedano, in se drgne in kar nekaj belega se plazi okoli anusa oziroma na blato, ne. To so odrivki pasje trakulje, kot kumaričeno seme. Tako da, ja, zunanji, notranji paraziti res so problem in včasih jih res prelahko jemljemo. Bolhe je treba praktično zatirati skozi celo leto, ker ni več sezonskosti, ne. Ampak ne nevarne ljudem, ne? To pa ni čisto res, bom tudi to povedala. Namreč poznamo bolezen mačje praske. To se zgodi, predvsem bolezen je nevarna za otroke ali pa starejše ljudi, kjer je imunski sistem oslabljen ali če so to onkološki pacienti. Zakaj? V bolhi lahko v njenih prebavilih spet živi bakterija, ki se reče Bartonella henzale, in ko bolha prebavlja kri, vsi poznamo te črne bolšje iztrebke, ne? Včasih ne vidimo bolhe med dlakom, ampak tak črn drobir, ne? To je prebavljena kri in mačka, seveda, ker ji bolha povzroča srbež, se praska. Tega povzročitelja, ki se izloča z temi iztrebki, dobi za krempljice. Ko se z muco igramo ali pa se muca hoče braniti, opraska in zanese tega povzročitelja v kožo. Kaj opazimo pri ljudeh? Slabo počutje, visoka temperatura in zelo otečejo bezgavke. Tako da bolhe niso čisto nedolžne, smo omenili prenos trakulje in pa tudi te bolezni mačje praske, ne. Obstaja učinkovita zaščita v obliki tablet, ovratnic, ampul in tako naprej. Kaj je ljubše lastnikom in kakšne stranske učinke morda lahko ima vsa ta zaščita? Zdaj bom rekla tako. Imamo res široko paleto produktov, ki jih lahko izbiramo, in tukaj so včasih tudi lastniki lahko zelo zmedeni. Jaz bi v prvi vrsti povedala, da enostavne rešitve, da bomo dali biopripravke in pričakovali uspešno zaščito, žal ni. Kakšna eterična olja, kjer so lahko ti pripravki narejeni, bodo imele potencialno par dni odganjalni učinek. Ne bodo pa preprečile, da bo klop, ki bo 4 leta tam čakal, da se bo končno najedel, se pustil odgnati, in tudi za bolhe to ne velja. Tako da imamo zelo varne antiparazitike, kot ste jih omenili, v različnih oblikah. In zdaj, kaj dati? Najbolj zaželjeno, bom rekla, varno, učinkovito in najlažje je dati tabletke. Tudi jaz nanje prisegam. Zakaj? Ker
ostali družinski člani ne pridejo v stik z antiparazitikom. Predvsem recimo otroci, poglejte, psi so naši družinski člani. Ali priznamo ali ne, jih veliko spi pri nas v postelji. In ta direktni kontakt ni ravno zanemarljiv, predvsem pri ovratnicah. Da bo ovratnica delovala, je potrebna visoka koncentracija antiparazitika, ki se skozi vsak dan sprošča. Ovratnica mora biti res tesno prilegajoča, če je 2-3 cm stran, ne bo imela učinka in lahko povzroča lokalno reakcijo, mi bomo pa cel čas z njo v kontaktu. Tudi psi, ki so recimo zelo aktivni, se kopajo, so aktivni v vodnih športih, ni dobro, da nosijo ovratnice. Antiparazitik je nevaren vodnim organizmom, ribam in tudi njegova učinkovitost se s tem zmanjšuje. Ovratnice so, bom rekla, že skoraj da pase, čeprav so eni lastniki še vedno navajeni. Največje povpraševanje je sigurno po tabletkah. Imamo pa še vmesno varianto, bom rekla rečemo temu ampule, pa ne gre za ampule, ne? Pravilno je kožni poliv, ki se daje za vrat. To je pa ena taka, bom rekla, tudi elegantna rešitev. Pomembno je, da imajo ti pripravki hiter način delovanja, da preprečijo, da bi se recimo bolhe še preden, da sesajo kri, razmnoževale, da jih probamo reducirati z okolice in pa to, kar ste rekli, da so varni. Recimo za tabletke, ki so prve prišle na tržišče, skoraj da 10 let od tega, so sedaj odobrene tudi za breje psičke in pa za tiste, ki dojijo. To je zelo pomemben in visok nivo varnosti. Seveda pa se lahko pojavi, ko ste me vprašali, kakšen stranski učinek in kaj lahko opažamo. Pri ovratnicah, lokalno draženje, pri tabletkah prehodno mogoče bruhanje ali slabost, ki v dnevu 2 izzveni. Tako da, če pogledamo, kakšna je korist, glede na nevarnost, da ne dajemo, absolutno odtehta. Jaz mogoče edino nisem za preparate, ki so dolgo delujoči, tudi po 3 mesece ali več, da takšen preparat deluje, je potrebna določena koncentracija antiparazitika in če pride do morebitnih težav, jih težko v 3 mesecih izničimo. Tako da sem absolutno zagovornik redne mesečne zaščite. To dolgoročno dajanje ali pa dolgoročni učinek je bolj potuha za nas lastnike. Tako da, če si lepo zabeležimo na škatlico, na koledar, v pametni telefon, kdaj smo nazadnje dali antiparazitik, ni noben problem. V poletnem času veliko govorimo o srčni glisti. V Slovenskem Primorju so komarji okuženi s srčno glisto. Kdaj damo tablet psu, recimo? Tako. Preden gremo na morje ali ko pridemo z morja? Navadno je tako, da je treba definirati, za kako dolgo gremo. Mi svetujemo tako, da ko gremo na morje, damo lahko kakšne pripravke, kot so kožni polivi, ki imajo repelentni učinek. To je recimo zelo star preparat in še zmeraj odličen, ki vsebuje fipronil in permetrin. In permetrin odganja tudi ta mrčes, kajti ne želimo, da pride sploh do pika. Ko pa pridemo z morja nazaj, če nismo več kot mesec dni na morju, damo tabletko, ki bo sočasno odpravila srčno glisto, notranje zajedavce, zaščita za bolhe bo in za klope. Važna je polmesečna redna preventiva. Tako da moj odgovor bi bil, če se le da, ko gremo na morje, poskrbimo za odganjalni učinek, ko se vrnemo iz morja, takoj poskrbimo, da uporabimo antiparazitik, ki bo odpravil tudi srčno glisto. Srčna glista je en tak poseben parazit. Dolga je celo 35 cm. To je skoraj tako in izgleda v srcu kot en špaget. Kaže se pa, da pride do srčnega popuščanja, živali kašljajo, so slabotne, hujšajo. In zakaj recimo imamo čas še kakšen mesec dni ali pa takoj, ko pridemo z morja, da tabletko? Namreč, ko komar piči, v kožo zanese razvojno obliko, larvo, in ta ne bo takoj potovala po krvnih žilah do srca, ampak bo rabila 2 do 3 mesece, to so mikrofilarije, da se bo v srcu naselila.
tem času imamo možnost, da z antiparazitikom uničimo to razvojno obliko, kajti zdravljenje kasneje, ko so ti veliki nitasti paraziti že v srcu, je težko. Mi lahko damo seveda antiparazitik, te dirofilarije bodo poginile, vendar bodo delovale kot tujeka, ne. In je za že okužene in bolele pse to mnogo težje, tako da preventiva absolutno na prvem mestu. Je zaščita doživljenjska oziroma potrebna doživljenjsko, predvsem lastniki starejših psov imajo tu kdaj kakšen pomislek, zakaj bi na stara leta psa obremenjeval še z močnimi tableti, kakšnim cepljenjem in tako naprej. Kaj svetujete? Žal je tako, da kar se tiče zaščite pred paraziti, nimamo trajne imunosti, a ne? In absolutno je na mesto, poglejte, tako kot imajo otroci slabši ali pa ne dozrejo imunski sistem, tako tudi mi in naši psi, ko se starajo, imunski sistem peša. Poleg tega so pridružene različne kronične bolezni. Tako da ne glede na starost psa je na mestu, tako kot sva rekli, so različni pripravki in jaz verjamem, da v enem dobrem sodelovanju z veterinarjem lahko najdemo ustrezno rešitev tudi za živali, ki so starejše in imajo kronične bolezni. Kar se pa tiče cepljenj, je pa tako, da je zelo pomembno, da se na začetku, se pravi v prvem letu življenja, ustvari dobra zaščita preko cepiv. Kaj mi cepimo? Poleg stekline, a ne? Cepimo za 5 kužnih bolezni. To je pasja kuga, parvoviroza, kužni kašelj, leptospiroza in pa virusni hepatitis. Cepimo do 4. dopolnjenega meseca. Včasih smo cepili samo 2-krat, danes cepimo vsak mesec do dopolnjenega 4. meseca. Kaj to pomeni? Če je nekdo zamudil, pa je psa pripeljal recimo pri 10 mesecih, pri 2 mesecih pa pol bomo seveda cepili samo 2-krat, če pa že pri 8 tednih 3-krat. Ko naredimo dobro zaščito za protitelesi bazalno, psa še 2-3 leta cepimo kontinuirano, vsako leto, kasneje pa je imunost recimo vsaj za pasjo kugo in parvovirozo že zelo dobra, vendar pa za leptospirozo in pa kužni kašelj zdrži samo 1 leto. Tako da moj odgovor je odvisno od predcepljenosti. V predhodnih letih je potrebno vsaj leptospiro in pa kužni kašelj obnavljati redno, letno. A ne? Tudi pri mucah je podobno. Pri mucah imamo mačjo kugo in pa viruse, ki povzroča vnetje zgornjih dihal ter levkozo. Pri mucah je pa tako prvi 2-3 leta redno, pol pa lahko obnavljamo cepljenje na 2-3 leta. Ni potrebno vsako leto doživljenjsko. Odvisno od živali, ali je notranja ali zunanja, kar se mačk tiče, od starosti in pa od tega, od smernic, ki sva jih omenili. Mogoče velja povedati še o zaščiti ne samo za zunanje zajedavce, tudi za notranje, ne? Tukaj nekako pri mladičih še na začetku prvih par mesecev smo pozorni, pol pa kar pozabimo. In bi rada povedala tudi to, da pri mladičih še vedno vidimo največ težav z bruhanjem, z drisko, z nepriraščanjem, nepravilnemu pridobivanju na teži. In kaj se zgodi, kaj še zmeraj najdemo? Parazite. Se pravi, prebavne težave, prvo pomislimo na parazite. Zdaj, kako se pa za notranje zajedavce, za gliste in trakulje v bistvu priporoča? Že pri 14 dneh, to je pri 2 tednih mladička, prvič razglistimo, nato pa na 2 tedna do prvega cepljenja, ki je navadno pri 2 mesecih. Nato razgliščujemo enkrat na mesec do pol leta, po pol leta pa bomo rekli na 3 mesece. Vendar, če živimo v velikih urbanih mestih, kjer se psi srečujejo dnevno v parku, kjer je koncentracija živali zelo velika, svetujem mesečno redno razgliščevanje, zlasti če še imamo otroke v družini. V Angliji so testirali pesek v peskovnikih in so prišli do grozljivih podatkov, da je bilo
toliko peskovnikov okuženih ravno z jajčeci notranjih parazitov. In poglejte, majhni otroci, pesek, rokice v usta, starši ne moramo skozi kontrolirati in skrbeti za nenehno umivanje in je krog sklenjen. Tako da nikar tega ne podcenjujemo. Če bi lahko povzela, bi rekla tako, ne, tako zunanji zajedavci kot notranji so nevarni tako našim živalim, pa tudi ljudem, pa o tem premalo razmišljamo. Ne. Preveč smo nagnjeni k temu, da ne bomo povzročili in po nepotrebnem obremenjevali žival, pa temu ni tako. Več je koristi kot prednosti, potrebno je zaščititi žival, pa tudi nas. Ne. Se vam zdi, da se je z leti spremenil odnos do živali? Pa recimo, če pogledamo konkretno do psov, je pes še vedno pes ali gre včasih preveč za pretiravanje? Zdi se, da so kar malo počlovečeni. Ja, to imate prav. Sigurno, v zadnjih letih se je zelo spremenilo. Pa bom rekla, hvala Bogu, v dobro smer in pa tudi v malo manj dobro. Dobro zakaj? Ker so to naši družinski člani, posvečamo jim mnogo več pozornosti, tudi skrbimo za njihovo zdravje, za vse to, kar smo omenili. Po drugi strani jih pa želimo nekako narediti v majhne ljudi, kar ni prav. Še vedno so psi in rabijo svoj prostor, rabijo prostor za dihanje, tako da mogoče te skrajnosti, kjer pse vozimo v vozičkih, jih oblačimo v otroške cunjice, natikamo copatke, bi rekla za zdravo mero. Ne? Jaz mislim, da tukaj gre včasih tudi za kompenziranje mogoče nekih naših lastnih predstav ali želja in to ni nujno najboljše tudi za psa. Seveda, pes naj bo še vedno pes v dobrem smislu besede, a ne, nikakor pa ne prenašajmo teh, bom rekla, preveč človeških ali otroških vidikov skrbi za žival tudi na naše pse. Mačke so malo drugačne, mačke so še zmeraj ohranile, bomo rekli, en del te samosvojosti, znajo poskrbeti zase in bodo hitro povedale, ko jim kaj ni prav. Jaz oblečene mačke še nisem videla. Včasih jih po sterilizaciji, ker ne prenašajo ovratnika, jim damo en taki bodi zaščitni, da se ranica lepo zaceli v 10 dneh, da si ne zliže. Ene muce to zelo lepo prenese, ene pa takoj, ko se zbudijo z anestezijo, vam povem, s krempeljci spraskajo, to vse leti okoli. Tako da, ja, moje muce so drugačne. Pes človekov najboljši prijatelj, velja tudi obratno? Ja, tudi to je lepo izhodišče. Jaz upam, da je velikokrat tako, vendar ravno te žalostne zgodbe pričajo tudi v nasprotno smer. Še vedno so to živali, ki so lahko zelo grdo zlorabljene. Mogoče ena od takšnih zadev, ki mene najbolj preseneti ali pa razžalosti, so še zmeraj pasji boj. Jaz verjamem, da obstajajo tudi v Sloveniji, samo ne vemo o tem, kjer jih za dobičkonosne stvari izkoriščamo, pa tudi za kakšne sprevržene stvari, o katerih pa najraje ne bi govorila. Tako da, ja, različni načini zlorabe živali obstajajo žal še zmeraj in tukaj je potrebno predpisati visoke kazni in pozabiti na dolge. Če skleneva, kaj bi svetovali nekomu, ki morda danes še razmišlja o čipiranju, o zaščiti pred paraziti? Ja, jaz bi rekla tako. Strošek ali pa pomisleki v smislu zdravja živali ali pa da bomo naredili, da bomo škodovali živali, so nesmiselni. Kar se tiče prenosa različnih bolezni na psa, na mačko, na naše družinske člane, je še vedno zelo visoko, glede na riziko ali pa bomo rekli močnim antiparazitikom, ki bodo naredili škodo. Nikar tako ne razmišljajmo. Kar se pa tiče čipiranja, je to strošek par 10 evrov. Stiska ljudi, ko se pa žival izgubi, ko jo ne najdemo, je pa tako velika, da odtehta vse in še kot zadnje, najbolj pomembno, začnimo pri že začetku. In
sprejmimo dejstvo, da žival je en nadstandard in je potrebno za njo skrbeti in bodimo odgovorni lastniki že od začetka, pa tudi, če je to samo bom rekla, pa daleč od tega, tudi sama sem mačji ljubec, tako kot pasji ljubec, je to mačka. Začnimo z majhnimi koraki na začetku in absolutno spodbujam tako dobro zaščito pred zunanjimi in notranjimi paraziti, ker v praksi vidim veliko žalostnih zgodb, ki se bi jih dalo preprečiti, in pa seveda odgovorno lastništvo. Absolutno, jaz bi še druge živali čipirala. Lepa hvala in veliko lepih zgodb. Lepa hvala, enako za vabilo. Z vami sem bila Nataša Repovž.